Dojenje je naraven način hranjenja novorojenčka, ki podpira njegov razvoj in krepi imunski sistem. Nekatere matere se zaradi zdravstvenih težav ali osebnih razlogov odločijo za adaptirano mleko, ki vsebuje vse potrebne hranilne snovi za dojenčkovo rast in razvoj. Obiskali smo gluho mamico Sašo Prinčič, ki je vse svoje 3 otroke dojila. Zaupala nam je svojo zgodbo, kako je kljub začetnim težavam z dojenjem uspela premagati ovire. Nata matut osam na kosam rotina biti doyelchak nise mata kako prapina sestalti bakina bolachina tarta mla noska sen en po mita mosle trepana prapa utuna nala bolachina Dasna, una nisa bata mala rtasa. Sam strata kina kina na pu yace durkita nuna ka mabonta aprasia. Se imala bastarina mahtitis. Se bana malabuna drata rana. Mina uspela na pradana do sedam na masuk hidrogen nata masuk base rotina de na mala kapam prapino parba met rotina potom na popote kalo do trina masuk trasa nata masuk anak base Nalo alastana na lup pilasa dolana da balbasa masista. Mama il sedra apa dolana mika bam dolana Kosam rotula tako dupla mlako pona sushi. Sam nala rata dala mola mlako namara don tasti. Prakopa urota snakotila ratama Staro usa era masa pesete dolana in bolacina masti sta premalo informacija prva nisam tako različna karatimala operacija pravila da na po mlako Bangsa apa mina uspala uspala na pra isprata prapala ko Kosam donula kosala pemagla urad darat kusat nata mara isprat mesti Karena mana berapa melakukan kita doana bersama kita urat nurutlah ala kita mata kakak melakukan mama saja raja kakak bersih rapina Aku mesla kum
vsak. Za gluhe starše je starševstvo še toliko težje, ker se soočajo s pomanjkanjem informacij. V primeru Saše je bilo to predvsem na področju dojenja. Iskala je rešitve, se pogumno spopadala z izzivi in na koncu zaradi svoje vztrajnosti in prilagodljivosti uspela dolgo dojiti vse 3 svoje otroke. Materica, mleko, ne, bolj hrane, rasmole, povestene otroci, telesne pesmi. Babite, sestre, opatire, simbe, pasivete, mleko, pit, uji samo buona hrana, potem nasilje. Obiskali smo še Amelo, ki je sprva poskušala dojiti, vendar ji kljub prizadevanjem ni uspelo. Danes je ponosna mama najstniških dvojčic in mlajše malčice. Povedala nam je svojo zgodbo o začetnih težavah z dojenjem. Prvi 2 sta dvojčici, stari 14 let, tretja, najmlajša, pa je stara 2 leti in pol. Dojila sem približno 1 mesec do 2 meseca. Med dojenjem sem imela bolečine. Zaradi bolečin v križu in carskega reza sem jemala tablete, ki niso bile primerne za dojenje, zato sem to nadomestila z Novalakom. Res je, da je dojenje naravno, kar je dobro. Vseeno pa je treba paziti na prehrano in imeti dieto. Veliko stvari nisem smela jesti, kar je bilo zame mučenje. Dojenje je bilo bolj naporno, pri Novalaku pa je bilo lažje in je trajalo krajši čas. Meni je bilo to v redu in bila sem zadovoljna. Pri dvojčicah sem imela težave z dojenjem, ker je bilo dvojno. Pozabljala sem, kdaj se mora katera dojiti oziroma jesti in kdaj načrpati mleko. Bila sem tudi malce zmedena, ker se je ena dojila, druga pa pila Novalak. Nato mi je mleka zmanjkalo zaradi utrujenosti in ker sem pozabila jesti. Zdaj sta že veliki, stari 14 let. Tretjo, najmlajšo, sem dojila približno 2 meseca in pol. Spet sem imela težave zaradi bolečin v križu. Posledično sem morala jemati tablete, zato sem prekinila in nadaljevala z Novalakom. Vse je bilo v redu. Pri 2 letih je nehala piti Novalak in prešla na navadno mleko. Od takrat naprej je bilo vse v redu. Sem sicer proti Novalaku, ker je umetno, ampak vseeno je to rešitev, na primer pri potovanjih, saj je veliko lažje. V primeru, da bi dojila in bi mi ravno takrat zmanjkalo mleka, kaj bi bila potem rešitev? Ne bi bilo možno, da bi vzela s seboj svoje mleko in ga na potovanju prekuhavala, saj bi se lahko pokvarilo. Ko sem bila v porodnišnici, sem dojila in tudi načrpala 3 rezervne stekleničke ter jih dala v hladilnik. Vendar so namesto tega mleka dali Novalak in so potem oboje mešali, enkrat to, enkrat drugo. In mi je bilo to mešanje v redu. Pri dojenju so bile težave s krči, prav tako pa tudi pri Novalaku. Strokovnjakinja za dojenje nam je zaupala ključne informacije, ki so pomembne za vsako mamico. Razložila je, da dojenje ni vedno enostavno in da se lahko pojavijo težave, kot so bolečine, težave s pristavljanjem in utrujenost. Pomembno je, da mamice vedo, da je vse to običajno in da je treba poiskati pomoč, ko je to potrebno. Poudarila je, da materino mleko otroka nahrani in mu krepi imunski sistem,
S samim dojenjem pa se tudi krepi vez med materjo in otrokom. Najbolj pomembno pri dojenju je samo navezovanje, stik mame in otroka. Seveda pa ima dojenje tudi za oba pozitivne lastnosti, kar se tiče zdravja. Tako imajo dokazano otroci, ki so bili dojeni, manj respiratornih infektov, manj vnetij srednjega ušesa, manj alergij, boljši je tudi kognitivni razvoj, nevrološki razvoj, tako da v bistvu je za otroka kar dosti prednosti. Za oba je tudi manj možnosti za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Matere imajo manj možnosti za razvoj raka na prsih oziroma tudi na jajčnikih in tudi manj kardiovaskularnih obolenj. Pri mami naj še poudarim to, da ponavadi je tudi izguba teže po nosečnosti dosti lažja, če mamica doji. Pri mamicah, ki prvič dojijo, je največji izziv, kako dojiti, kakšen položaj izbrati, ali delajo prav. Velikokrat se vprašajo, ali imajo dovolj mleka. Nek tak pokazatelj, da ima mama dovolj mleka, je, da otroček lepo pridobiva na teži in da ko se naje po podoju, otroček mirno zaspi, spi tudi 2-3 ure. Tako vemo, da je otrok zadovoljen in sit. En pokazatelj je pa tudi, kako otroček požira. Zmotno je mišljenje, da otrok, če se dlje časa doji, da poje več mleka. Podoji so lahko kratki in učinkoviti. In tudi obratno. Otrok se lahko dolgo doji, ampak ne posesa dovolj mleka. Vsi smo različni. Eni mami odgovarja določen položaj, tudi če ima mama 2 otroka, jima ne bo mogoče ustrezal enak položaj. Zato je pomembno, da je pristop k dojenju individualen. Ustreza naj obema, otroku in mami, naj se počuti ob tem sproščeno, naj jo podpira širši krog, tako družina kot prijatelji, in če se bo mama počutila ob tem sproščeno, bo to čutil tudi otrok in skupaj bosta ustvarila uspešno dojenje. Če mleka ni dovolj, prvič, mama naj ne obupa. Na začetku, v prvih tednih, deluje proizvodnja mleka na način povpraševanja in ponudbe. Se pravi, več kot je dražljaja dojenja ali pa črpanja, več mleka nastane. In zato je na začetku najbolj pomembno, da so podoji pogosti, redni in na ta način nastane več mleka. Seveda tukaj ne smemo pozabiti na zdravo prehrano, dovolj mleka in predvsem pa na počitek matere, saj utrujenost, bolečina, stres lahko negativno vpliva na nastajanje mleka. Včasih se žal zgodi, da mleka preprosto ni dovolj. Najprej je potrebno seveda poiskati pomoč, da s pomočjo svetovalke za dojenje, patronažne medicinske sestre, pediatrinje ali pa medicinske sestre v zdravstvenem domu nekako poiščejo možne razloge, zakaj mleka ni dovolj. Potem pa, če se žal ugotovi, da samo dojenje ne bo zadosti, takrat pa je potrebno otroka dohranjevati. Kajti vsi strmimo k temu, da otrok ima nek zdrav razvoj, za kar pa seveda potrebuje tudi zadosten kaloričen vnos hranil. Če na voljo ni dovolj mleka, takrat se otroka nahrani z adaptiranim mlekom oziroma mlečno formulo. Seveda pa je vse to prilagojeno glede na vsakega otroka posebej. Kdaj se ga dohrani, koliko se ga dohrani, koliko potrebuje. Naj pa še tukaj omenim priporočila za izbiro mleka,
pri dohranjevanju. Najprimernejše seveda izčrpano mamino mleko. Če le tega ni na voljo, pa je šele potem na vrsti adaptirano mleko. V svetu poznamo mlečne banke, kjer je mogoče tudi dobiti izčrpano humano mleko od darovalk za zdrave donošene otroke. Od leta 2023 imamo v porodnišnici tudi že prvo mlečno banko, vendar je to mleko darovanih žensk namenjeno samo za nedonošene otroke, rojene v ljubljanski porodnišnici, za te res najbolj majhne dojenčke. Kar se tiče prehrane, naj mama upošteva zdrav način življenja, ki bi ga naj že se posluževala tekom nosečnosti. V času dojenja ne potrebuje nobene posebne diete, nobenega živila ni potrebno izločati iz prehrane v času dojenja, seveda pa velja neko pravilo zmernosti. Pomembno je uživanje zadostnih količin tekočine, nekje 2 litra na dan je dovolj. Naj pa še omenim vse pregrehe. Tako recimo alkohol se izloča v mleko in zato ni priporočljivo. Tudi kajenje ni priporočljivo, vendar se nekako priporoča odvajanje od kajenja že tekom nosečnosti. Kar se pa tiče zdravil, je pa pomembno, da doječa mama, ki potrebuje zdravila, se o tem pogovori s svojim zdravnikom, saj na tržišču obstaja mnogo zdravil, ki so kompatibilna oziroma ki se lahko uporabljajo tekom dojenja in so popolnoma varna. Na tržišču je ogromno različnih vrst adaptiranega mleka. Proizvajalci se trudijo narediti mleko, ki bi bilo čim bolj podobno materinem mleku, vendar žal to ni mogoče. Seveda pa je ustvarjeno na ta način, da zadovolji otrokove kalorične potrebe. Če dojenje kljub vsem naporom, ki običajno jih mati vloži v dojenje, ni mogoče, se mora vsaka mama zavedati, da zaradi tega ni slaba mama, da ima otroka še vedno rada, kljub temu, da ne doji in mu pač v trenutni situaciji ponudi le tisto, kar je za otroka najboljše, pa čeprav je to adaptirano mleko. Veliko dojenj ne steče tako, kot bi moglo. In če dobijo mamice podporo že strani družine, prijateljev, potem pa še tudi iz širšega zdravstvenega sistema, se na koncu izkaže, da vse prepreke, ki so imele, le niso bile tako velike in se da marsikaj premagati in otrok lahko se potem doji še dolgo časa. Izključno dojenje se priporoča do 6. meseca starosti. Kasneje pa se dojenje priporoča ob dopolnilni prehrani do nekje 2. leta oziroma dokler doječemu paru to ustreza. Če pri dojenju naletite na težave, le poiščite pomoč. Če dojenje ni dovolj ali ni možno, je sprejemljiva rešitev adaptirano mleko, ki prav tako zadosti otrokove prehranske potrebe. Pomembno je, da mame živijo zdravo, da imajo dovolj počitka in da zaužijejo zadosti tekočine. Podpora družine in okolice pa je ključnega pomena tudi pri ohranjanju duševnega miru in stabilnosti matere ter čustvene povezanosti z otrokom.